SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. En lep pozdrav v naši družbi. Tokratni SBC podcast je v resnici namenjen predvsem podjetnikom, podjetjem, gospodarstvu. Zakaj? Dejstvo je, da danes v resnici brez mobilnega telefona, interneta, računalnika, digitalizacije v resnici ne moremo živeti. Spomnimo se, kaj se je zgodilo, ko je za nekaj ur ugasnil eden od slovenskih operaterjev. Takrat smo imeli tisti, ki smo imeli A1, v resnici hude težave. Najprej nismo vedeli, kaj se dogaja, potem nismo vedeli, kam se obrniti. No, na koncu smo izvedeli, da so imeli oni težave, vsi uporabniki pa smo ugotovili, kaj pomeni, če si v telefonskem mrku. Ma to je zgolj eden od tistih najbolj realnih primerov, ki se nam zgodi, s katerim se soočimo in potem kaj hitro pozabimo. Uporabniki. Seveda pa kaj takega niti slučajno ne smemo pričakovati od tistih, ki vodijo podjetja, od tistih, ki so skrbniki nad to kritično, ključno infrastrukturo. Kaj vse se dogaja v svetu, verjetno veste. Zjutraj odprete časopis ali pa spletne strani, preberete nov cyber napad, tako in naprej, in potem si rečeš, v kakšnem svetu sploh živimo. Ja, svet je pač tak, da je prepleten in da lahko ena napaka nekje spremeni marsikaj. Zato bomo danes govorili prav o tem. In zato imam danes tukaj dva gosta, ki se na to res spoznata, ker če nimamo tistih pravih ljudi na pravih položajih, potem se imamo marsičesa bati. En lep pozdrav obema. Živjo, kako sta? Najprej Smajl Jušić iz T2. No, seveda tudi Urban, tebi en lep pozdrav iz Fakultete za elektrotehniko. Koliko časa se ukvarjaš že s kibernetsko varnostjo? Zdaj nekje že 4-5 let. 4-5 let. Smajl, ti pa? Lahko dava na kakšno potenco. Na potenco, v redu. Moram morda povedati, tega gledalci tega podcasta ne bodo vedeli, in sicer, da sem vaju že gostil, ko smo imeli tukaj na SBC-ju v živo tak pogovor. Nikoli ne bom pozabil tega, ko si prinesel Urban računalnik, dal v ta računalnik samo kabel, ki naj bi povezoval miško, in smo lahko vsi prevzeli nadzor nad računalnikom v naslednji minuti. O tem, o čemer se pogovarjamo, to so gesla, hiter dostop do vseh takih stvari, a je to v resnici tista osnova, o kateri že dolgo vsi vemo in še zdaj nismo dovolj pozorni. Ne vem, jaz imam še zdaj vsa gesla skoraj ista, ne? Saj vem, to si nas opozoril, pa kaj zdaj, ne? Ja, zagotovo bi jaz rekel, da seveda človeški faktor še vedno igra največjo vlogo. Pri tem vemo, da je v bistvu vstopni vektor v večini primerov vedno človek. Recimo tam nekje po zadnjih statistiki 70% vdorov, ki se zgodijo v podjetja, je v bistvu ali šlo to preko phishinga ali kakorkoli drugače, skratka preko nekega uporabnika je nekdo predobo dostop. Zdaj vprašanje pa seveda je, če se bomo potem tudi v nadaljevanju dotaknili, kako to preprečiti. Stvari preprečiti. Ja. Zdaj, začel bi morda malce strukturirano. NIS2, to je ena direktiva evropska, ki je bila sprejeta prav zato, da vzpostavimo nek nivo delovanja v podjetjih. Morda bi še leto ali pa dve nazaj kdo rekel, to je zgolj nova birokracija, ki se je Evropska unija domislila, ne? Ampak ni čisto tako, a drži? Res je. Mogoče bi si vzel jaz kakšno minuto, klele malo več. Izvoli. Bi razložil gledalcem v bistvu, ker namreč tudi mi kot operater, ki ponujamo storitve kibernetske varnosti, slišimo tudi razne komentarje od, bom rekel, podjetij, strank, kaj pa nam ta NIS2 direktiva dejansko prinese. In bi mogoče samo za minuto obrazložil, kaj v bistvu Slovenija kot država, kaj je dejansko naredila na področju kibernetske varnosti v zadnjih letih. Recimo, NIS2 direktiva je prišla leta 2022, ampak mogoče bi se vrnil za 5 let nazaj, 6. Prav. Se pravi, leta 2016 je v bistvu Slovenija že pričela, bom rekel, z nekim osnutkom strategije za kibernetsko varnost oziroma kibernetsko odpornost. Seveda smo leta 2018 pridobili v bistvu prvi zakon na podlagi tega, govorimo o zakonu o informacijski varnosti, ZINF. Ta je seveda, bom rekel, bil targetiran bolj na javni sektor, digitalne storitve in pa bistvene storitve, ki jih imamo. Super, pa smo že mogoče v letu 2020, je v bistvu nacionalni urad za varnost je v bistvu
opozoril, da prihaja v bistvu do povečanega števila varnostnih tveganj, incidentov. Mi smo takrat začeli tudi, v bistvu, če se ne motim, s predsedovanjem Evropske unije. In v bistvu smo takrat tudi ugotovili kot država, da dejansko ta zakon ni dober, ni dovolj dober, ne pokriva dovolj bistvenih kritičnih subjektov. In leta 2021 se je v bistvu ta zakon dopolnil. Zdaj, kaj je bistveno, je mogoče za izpostaviti tudi to, da istega leta bil dejansko ustanovljen URSIV, Urad Republike Slovenije, se pravi za informacijsko varnost, ki je v bistvu v svetu kibernetske varnosti kot neka, bom rekel, inštitucija, ki je neodvisna od vseh ostalih organov. Potem, če nadaljujemo na kratko naprej, ja, res je, leta 2022 je Evropska unija, bom rekel, izdala to direktivo NIS2. Ja. Članicam Evropske unije je seveda poveljevala, da morajo to zakonodajo prenesti v svojo nacionalno zakonodajo do oktobra 2024. Seveda, Slovenija je že 2023 pričela, bom rekel, kar močno delati na tem področju. In zato se je pripravil ta osnutek o zakonu o informacijski varnosti, tako imenovan zakon o ZINF-1. In bistveno je, da je v bistvu ta zakon povzel vse zahteve z direktive NIS2, se pravi z direktive Evropske unije, in pa seveda še neke lokalne posebnosti, ki jih imamo mi kot država Slovenija v to zakonodajo. Ja, res, da nismo leta 2024 do oktobra, ko je bila ta direktiva, bom rekel, bi mogla biti v zakonodaji, prav tako tudi ne mnoge številne evropske države. Vendar smo potem zakon leta 2025, to je bilo maja, ga je Državni zbor potrdil in v bistvu prišel v veljavo 19. junija 2025. In takrat se je v bistvu začel ta velik halo, če lahko temu tako rečem. V bistvu podjetja so bila v bistvu s tem zakonom, ker se je v bistvu povečal obseg sektorjev, ki ga NIS2 pokriva od bistvenih kritičnih subjektov naprej. So se seveda vsi spraševali, kako bojo to izvedli, kako bojo te stvari v svojem podjetju uredili. In ja, ta zakon o informacijski varnosti, če govorimo, kar preslikava od NIS2, bi jaz rekel, da zakon vsak seveda ni popoln. Vemo, vsak zakon ima neke pomanjkljivosti, ki jih je treba v prihodnosti tudi odpraviti, vendar postavlja neko osnovo, kar se tiče varnosti, ne samo, bom rekel, podjetij, ampak tudi držav in konec koncev celotne Evropske unije. Zdaj tudi vidimo, mogoče z situacijami, ki se dogajajo zdaj v svetu, se pravi vojna v Ukrajini, potem vojna na Bližnjem vzhodu. Se pravi, to so stvari, ki nam v bistvu dajo vedeti, da Evropska unija mora delovati na tem področju samostojno. Preveč smo bili odvisni od ostalih. Prav tako mogoče tudi bi izpostavil nekatere varnostne rešitve, ki izhajajo iz določenih držav, ki so, bom rekel, pod vprašajem. Govorim tudi o Izraelu, konec koncev pa tudi o ameriških produktih. Tako da v bistvu zelo veliko je bilo na tem narejenega. A lahko pod vprašanje še postavim, Smajl, a je zdaj tukaj definirano to, kdo je odgovoren, ko pride do takega napada? Naprimer, da ni zdaj to, prej je bil to vedno IT sektor. Ja, poglejte jih, niste nas zaščitili, niste dovolj pazili. V resnici je pa, ko sem se pripravljal na ta naš pogovor in tudi bral ta NIS2, tukaj gre v resnici za ta obrat, da je vodstvo tisto, ki mora zagotoviti neke procese v podjetju, drži. Res je, se pravi, seveda NIS2, ena izmed, bom rekel, točk oziroma členov, seveda prelaga odgovornost na vodstvo podjetja, bodisi člana uprave, direktorjev, kakorkoli drugače. Prej pa seveda je bil to IT problem, češ, to bojo pa ja naši, bom rekel, IT strokovnjaki rešili, kar v bistvu ni res. Ker v bistvu, če pogledamo vse na splošno področje kibernetske varnosti, se danes podjetja v bistvu niso kaj preveč, bom rekel, ozirala na te stvari. Če mogoče dam eno samo prispodobo, v redu, vsi imamo neke pravilnike v podjetjih ali pa v ustanovah, ko se zgodi nek požar, kar je v bistvu nekaj čist navadnega. Vemo, da je treba imeti evakuacijsko pot, vemo, kaj je treba narediti, kje je zbirno mesto in vse te stvari. To načeloma je zelo podobno tudi v informacijski varnosti. Se pravi, treba je vedeti, prvič, vodstvo je seveda odgovorno, ampak vodstvo tudi mora biti izobraženo na tem področju. Ključnega pomena se meni zdi osebno je to, da mora
v podjetju vodstvo vedeti, prva stvar, ki je, kakšna tveganja so, katera tveganja so za njih še sprejemljiva, in po drugi strani, kako se odzovejo na vse te incidente oziroma varnostne dogodke, kakorkoli bi to zdaj se lotili, kakšen odziv imajo na vse te stvari. In bistvo NIS2 je ravno to, da se v bistvu podjetja začnejo zavedati, da ko pride, ker v bistvu danes res ni več vprašanje, kdaj se bo kaj zgodilo, pa bom mogoče samo prispodobo pred parimi leti ali pa 10 leti, so tudi napadalci, bom rekel, bili bolj kot ne omejeni na svoje lastno znanje. Danes vidimo, da se napadalci povezujejo v organizirane skupine, uporabljajo se orodja, ki jih dejansko lahko človek prosto kupi na spletu. Govorimo, kdo lahko izvede za $10 nek DDoS napad na stranko, na neko podjetje, in to danes v bistvu ni več tak problem, ne. Zdaj, podjetja, ki pa se v bistvu zavedajo te varnosti, pa seveda morajo tudi narediti vse na tem področju, se pravi, imeti morajo, bom rekel, svoje lastne dokumente, svoje lastne pravilnike, ampak to ne govorimo o zapisanih stvareh, ampak da se te stvari tudi izvajajo. Se pravi, če lahko samo v enem stavku povzamem, bistvo NIS2 direktive ni, da je to nek checklist, da si ti skladen z neko zakonodajo, ja, pa imamo te varnostne mehanizme, pa imamo backup, pa to gor dol. Bistvo je, da se te stvari prvič začnejo izvajati v realnem času, ker enkrat, ko pride do napada, če nimaš testiranih teh stvari, recimo, če pride do ransomwarea, če nimaš potestiranega, ali ti backup deluje, ali pravilno deluje, ti tudi dejansko potem na incident ne moreš odreagirati. Hvala lepa, Smajl. Urban Grbajs je mlad fant, ki se je začel na fakulteti ukvarjati z NIS2 ravno, ko je začelo delovati v resnici. A je to močno vplivalo na to, kako ste vi spremljali incidente, pa potem tudi pripravljali vse tiste, ki so k vam hodili po znanje? Sprašujem, a smo takrat vedeli, kaj vse nas čaka, ker avtomatizacija, digitalizacija, to v resnici zdaj noro širi to polje napadov, ne? Mi gremo vsi v to smer, hkrati pa to pomeni, da tisti, ki to počnejo, rečejo, odlično, ne? To je za nas samo še večje igrišče. Ja, se pravi, vprašanje NIS2 samo neka birokracija dodatna, ki v bistvu zakomplicira podjetjem njihovo delovanje, ampak kibernetske grožnje so že od nekdaj bile prisotne, kar se zdaj mogoče spreminja, koliko lahko napadalci zdaj več naredijo za manj truda. Druga stvar, ki se pa spreminja, je pa tudi dejansko, kaj vse imamo zdaj mi v naših kibernetskih prostorih oziroma pač na internetu. Torej, ta digitalizacija pospešuje v bistvu našo izpostavljenost, ker enkrat je podjetje odvisno od teh internetnih sistemov oziroma nasplošno od nekih strežnikov, aplikacij, in tukaj potem pride ta odgovornost, da sama NIS direktiva v bistvu dodaja neke te checkliste, ki jih lahko potem podjetje tudi v praksi implementira. Kaj novega? Povej mi, prej smo malce klepetali, vem, ne smeš nam vsega povedati, ne? Ampak vseeno, mogoče v zadnjem mesecu, pa pol, 2, s čim vse ste se ukvarjali? Kaj so zdaj tiste aktualne stvari na spletu, na temnem spletu, kjer ti rečeš v pismo, ne, to so pa zdaj neki novi pristopi, na katere moramo biti pozorni? Ja, zdaj tudi po statistikah, veliko je faktorja, torej strani ljudi, ko so pač izkoriščeni značilnosti nas posameznikov, ker pač ljudje smo dostikrat naivni, hitro pač nasedemo na določene prevare. Tukaj predvsem pač te lastnosti ljudi pač nastradajo. Druge stvari, ki so pa dosti pogoste, so pa pač izkoriščanje ranljivosti. Teh je nekje 20-30%. Je pa to še vseeno razlika, če nekdo izkoristi neko ranljivost v nekem programu, naprimer, je lahko ta škoda še dosti višja. Tako da, ransomware je po mojem ena izmed takih glavnih stvari, s katero se zdaj soočamo. Kar je pa mogoče razlika med ransomwarem včasih, kot smo ga poznali, da smo dobili nek napad in pač so nam zašifrirali sisteme. Za zameno za to, da je lahko vzpostavljeno bilo nazaj delovanje, smo mogli pač plačati neko vsoto in zato smo potem dobili nek ključ, s katerim smo lahko dešifrirali. Zdaj, če imamo mi vzpostavljene varnostne kopije, ta napad ni več uspešen, tako da napadalci so razširili sam ta napad oziroma ta koncept, še s tem, da te podatke tudi eksfiltrirajo, da jih ukradejo in da potem dodatno z večjimi nivoji izsiljujejo podjetja,
s tem, da bi objavili te podatke ali na črnem spletu in jih potem prodali, ali pa tudi pač na splošno na nekih forumih. Zdaj, morda samo za koga, ki ne ve, ransomware je v resnici vstopil v tvoj sistem, potem ti pošljajo neko sporočilo, da imajo dostop do tvojega sistema, ti pa ne več, ne? In če jim ne nakažeš nekega bitcoina ali pa druge valute, tega ne dobiš nazaj. Ne? Kaj pa AI, morda še tukaj bi vprašal? Ne? Z AI-jem se tudi vse skupaj spreminja. Zdi se mi, da so tudi napadalci dobili orodje. Ne, sej obramba ga ima, ampak napadalci ga pa morda malce bolj učinkovito uporabljajo. Koliko je pa to spremenilo zdaj v zadnjem času? Zdaj, tukaj imamo več nivojev, v bistvu, kako je AI vplival na varnost na splošno. Eno je mogoče tudi to, kot posamezniki, ki uporabljamo umetno inteligenco, predvsem se tukaj srečamo z jezikovnimi modeli, torej ChatGPT in podobna orodja. Tukaj pač mi vpišemo nek prompt in dobimo nazaj nek rezultat. In zdaj podjetja dostikrat tudi svoje podatke noter dajo v ta orodja. Zdaj, če so to namensko pač kupljena orodja za pač strani podjetja, se tukaj zagotovi neka varnost, naprimer, da te podatki ne uhajajo ven. Zdaj, če pa zaposleni uporabljajo za službene namene privat tak račun, ChatGPT naprimer, pa te podatke dejansko tankajo ven in se s tem jezikovni modeli naprimer učijo na naših poslovnih podatkih, ki so dejansko zelo pomembni oziroma vredni za nas. Drug primer je pa mogoče to, da napadalci lahko pospešijo same napade. Včasih so si pomagali pač z nekimi skriptami, neki enostavnimi programi, ki so lahko skenirali internet, skenirali aplikacije, odkrivali ranljivosti, zdaj pa to v bistvu počne umetna inteligenca, kar pomeni, da lahko hitrejš najdejo ranljivosti in jih tudi hitrejš izkoristijo. Potem seveda spet prevzame kontrolo neka oseba, nek napadalec in pač izvede do konca napad, ampak to, kar mi zdaj tudi testiramo, samo uporabo umetne inteligence za napade, ker tukaj zdaj želimo preučiti na fakulteti, kaj vse lahko nek agent umetne inteligence naredi kot napadalec. In ta stvar je kar zanimiva. Je tudi zelo težko to testirati, ker če spustiš umetno inteligenco v sistem svoj, si spet naredil nekaj narobe. Jo moraš nekako zamejiti, do kje lahko gre. Tako da tukaj imamo kar izzivov, kako to sploh testirati. Ampak ugotavljamo, da so te zadeve že kar sposobne. No. Tudi že najdemo odprtokodna orodja, ki jih lahko s parimi ukazi nekdo požene in lahko v bistvu samo da navodilo, pove, katero tarčo naj v bistvu ta agent doseže in pač naredi svoje. Ti zdaj govoriš že kar o kompliciranih napadih. Če se pa vrnem čisto na začetek, ne, včasih si dobil mail iz Nigerije z zelo slabim prevodom, ne. Danes je ta prevod odličen, ne, ravno zaradi teh jezikovnih modelov. Zato mogoče vprašanje kar za oba, ta osebna varnostna higiena. Ne. Na začetku sem izpostavil, da začnemo vedno pri geslih, pri teh pazljivostih, ampak tukaj največkrat pademo. A je res, morda v poplavi mailov, v poplavi dela in vendarle ne štartamo vsakega sporočila s tem, kaj če je ta napačen, ampak začneš, ok, na tega moram odgovoriti. Ne. Kako morda izobraziti ljudi v službi, na delovnem mestu, tiste, s katerimi imajo morda ravno taki napadalci največ uspeha. Ne vem, spomnim se enega primera, dobil si sporočilo, potrebujemo to pa to naročilo iz skladišča, ko si enkrat to odprl, pa si bil že ujet. Ja, zopet se vračamo nazaj, ne. Se pravi, govorili smo prej o neki dokumentaciji internih pravilnikih, uporabi, ne vem, službenih sredstev in podobne stvari. Ja, tle je zelo pomembna ta stvar. Zdaj, omenil si, Gregor, da v bistvu zelo veliko ljudi shranjuje gesla v svoje brskalnike. Žal morava z Urbanom kar povedati, ne, da je ta stvar v bistvu zelo kritična. Zakaj? Namreč programi, kot so infostealerji, po angleško povedano, pomeni, da dejansko kradejo vaše osebne podatke. Večinoma gre to za zbirke gesel v brskalnikih, kar pomeni, da napadalec, ko pride nekako do vašega sistema preko lahko različnih poti in pridobi vaša gesla, kljub temu, da jih imate recimo v Google Chromu zaklenjene z nekim močnim geslom. Žal prihaja do tega, da ti infostealerji dejansko pridejo v kor od brskalnika, kjer v bistvu imajo že vse pravice, se pravi tudi lahko gesla vidijo. Kaj se zgodi? Vsa gesla se eksfiltrirajo na nek strežnik v tujini in potem se ti podatki
prodaja na črnem spletu. Zdaj, kaj je pa v bistvu razlog, da se to zgodi? A ne? Mi v T2 ugotavljamo, da se to večinoma dogaja z nalaganjem nelegalnih programov. Kako to v praksi deluje? Ja, super, vsi bi radi bili lepi, vsi bi radi imeli super slike, ko smo na potovanjih in podobno. A ne? In seveda vse več ljudi začne uporabljati orodja, recimo niso strokovnjaki na področju obdelave slik. Ampak radi bi pa imeli najnovejši program Photoshop, ker on ima pa 1500 funkcij. In kako ta program dobiti? Ja, seveda, ne bo človek plačal, povsem napačno razmišljanje, ampak ga bo nekje poiskal. Se pravi, program, ki je, bom rekel, po domače povedan, skrekan, kar pomeni, da omogoča zaganjanje programa kot licenčnega programa. Se pa ne zavedajo, da ko to posnamejo, ko izvedejo, bom rekel, inštalacijo takih programov, da se jim v večini primeri prikrade tudi določen program od teh infostilerjev, ki pa te podatke potem lahko izkorišča in pošilja. In danes moram povedati, da se na T2 kar dosti osredotočamo tudi na dark web. Začeli smo v bistvu konkretno monitorirati uporabniška imena, gesla, prvič naših zaposlenih. A to zato, da če veš, kaj se tam dogaja, potem se lažje pripraviš doma, da veš, kje uhaja, na primer? Seveda, ker zdaj pomembna stvar je, zdaj zelo ena velika taka stvar, ki je problematična, se meni zdi, so mogoče kakšni servisi. Vsi imamo, Netflix, HBO, se pravi storitve pretočnih vsebin in podobno. In zakaj bi nekdo plačal recimo dostop, če si lahko dva delita isti račun? In seveda prijatelj pošle geslo in dostop do Netflixa, recimo, enemu drugemu uporabniku, znancu, kakorkoli. Ima pa okužen ta sistem, se pravi, ima že ta infostiler shranjen in seveda, če je to geslo, ki je, upam, da ne, uporabljeno tudi v drugih prijavah, napadalec v bistvu potem dobi dostop do tega gesla, uporabniškega imena in tako v bistvu najlažje pride. Se pravi, gesla se nikakor ne delijo z nobeno osebo, tudi ne z družinskimi člani, če smo čisto iskreni. Imamo izključno zase, samo mi vemo, kakšna so. In prosim vse, da dejansko res ne shranjujete gesla v brskalnike, da začnete za to uporabljati namenske aplikacije, se pravi, to so upravljalci gesel. Na spletu je dovolj brezplačnih rešitev, ki jih uporabniki za to lahko uporabljajo. Primer, recimo KeePass ali pa Bitwarden, aplikacijo imate lahko na telefonu, računalniku, skratka, zelo pomemben je, da je ta ekosistem dovolj zavarovan, da se gesla ne širijo. Vse te bom o tem dark webu še kaj vprašal, samo morda omenil si, da si naložimo kakšen program, ki je skrekan, ki je zastonj. Urbana, to velja tudi za telefon, pa za aplikacije, ki jih tako radi naložimo, tako na hitro, brezplačno, samo še krogec se naloži in že imaš filtre, kuharske recepte, kar želiš. Ja, to je lahko kar problematično. Zdaj v osnovi operacijski sistemi na telefonih, Android pa iOS, naprimer, imajo namensko, se pravi, nek store, kjer so te aplikacije pač na voljo za uporabnike. In zdaj načeloma mi računamo na to, da so te aplikacije tam varne. Okay. Ampak kot nek razvijalec, ki to aplikacijo objavi, platforma pač v osnovi pregleda to aplikacijo. In zdaj običajno tudi tak koncept, da skrijejo noter razne zlonamerne funkcije v te aplikacije. Tukaj ponovadi govorimo o kakšnih takih aplikacijah, ki imajo neko osnovno namembnost, kot je PDF viewer in podobno. Takih primerov je v bistvu tudi sicer že kar nekaj objavil, ko so šli to analizirati. In tukaj je v bistvu največji problem, ker te aplikacije mi odobrimo dostop do določenih funkcionalnosti v telefonu. Ene izmed teh je zanimiva v bistvu ta accessibility oziroma dostopnost, s čimer mi dovolimo aplikaciji, da lahko prikazuje čez naš zaslon druge stvari oziroma dostopa do nekih funkcionalnosti telefona, ki jih sicer v osnovi ne bi smela. In s tem v bistvu napadalci lahko pridejo do drugih aplikacij, kot je pa spletna banka. Tako da, če zdaj spletne banke seveda se izboljšujejo in tudi povečujejo varnost in so vedno boljše, ampak še vseeno tudi napadalci razvijajo vedno boljše aplikacije, ki znajo v bistvu izkoristiti te ranljivosti. In vi lahko že samo s tem, ko prenesete eno aplikacijo, povzročate to, da bo ta aplikacija dosegla vašo spletno banko, aplikacijo na telefonu in v bistvu naredila neke transakcije, brez da bi vi to zaznali. Tako da to je mogoče en izmed takih primerov, ki se res pogosto dogaja, pa pač vedno lovimo se za napadalci. Zato sem omenil to aplikacijo, ker to res hitro naredimo. Nihče se ne ukvarja z ozadjem,
pač samo naložiš. Če se vrnem zdaj na ta temni splet, prej si že malo omenil, koliko podatkov Slovencev, naprimer, je na dark webu in kakšni. A to govorimo o veliko geslih, o veliko podatkih, o veliko stvareh, za katere večina od nas sploh ne ve, da so morda že zunaj? Ja, mogoče bi tukaj jaz lahko povedal, no, da ja, podatkov je ogromno. Vprašanje pa je, če so ti podatki še verodostojni oziroma pravilni. Zdaj, seveda poznamo, bom rekel, incidente, ki so se zgodili večjim podjetjem. Govorimo o recimo, ne vem, od Facebooka do podobnih stvari. Se pravi, prišlo je do enega breacha, v katerem so napadalci pridobili enormno količino podatkov, med njimi lahko tudi gesla uporabnikov ali pa tokenov ali kakorkoli. In seveda ti breachi so bili potem, bom rekel, zlorabljeni strani napadalcev, da so poskušali te vstope beležiti. In ja, poznamo eno zelo dobro zastonjsko stran, Have I Been Pwned? Aha. In če vpišete tja svoj e-mail, boste lahko videli, ali je vaš e-mail del kakšnega tega breacha, ki se je zgodil v zadnjih 10 letih. Okay. Zelo veliko je takih podjetij, se pravi, mi smo se registrirali, prijavili na neko storitev ali pa na neko aplikacijo. Seveda smo posredovali tudi svoja uporabniška imena pa gesla, in če je prišel do vdora v tisto podjetje, je potem ta baza tudi na voljo, bom rekel, na spletu. To ne govorimo o dark webu, to govorimo že čisto še na navadnem spletu, tako da v bistvu lahko vsak uporabnik preveri. Zdaj, teh podjetij, vemo, svetovno gledano, je bilo teh vdorov kar veliko, ne? Kar pomeni, da ta svetovna podjetja, ki imajo na milijone in milijone uporabnikov, je zelo velika verjetnost, da se je takrat tisto geslo shranilo. Tako da to priporočam, da najprej preverijo, bom rekel, vsi poslušalci. Po drugi strani pa je treba izpostaviti ne samo te breache, ampak dejansko, da se res uporabniki zavedajo, da morajo biti gesla unikatna. To mislim, da je prva osnova, ki jo je treba narediti. Verjamem, da imajo ljudje 1500 različnih servisov, različnih prijavnih stvari, zato še enkrat poudarjam, lepo vas naprošam, da za uporabo shranjevanja, generiranje gesel uporabite namenski program. Zdaj, na začetku sta oba rekla, ne gre pri NIS2 samo za birokracijo, ampak tudi določanje nekih ukrepov. A je morda tudi v podjetju direktor prepričan v to neko lažno varnost, v redu je, ljudje, zaposleni, so vsaj pri geslih previdni, in morda, če se zgodi ta incident, ne, omenil si kar veliko podjetij, se je to zgodilo, kdo torej zdaj vodi odziv? Kako to deluje, ne? Kaj se torej zgodi? Mogoče za začetek, ja, drži, se pravi, jaz mislim, da so mogoče, če bi z drugim vprašanjem postavil isto stvar, bi v bistvu vprašal, ali v podjetju, recimo, če se zgodi neki incident ob 2 zjutraj, ali imajo takrat vse procese, vse stvari urejene. Vemo, da 100% varnosti ni, da načeloma obramba ne more zajeziti, bom rekel, vseh napadov, je pa bistvenega pomena, kdo vodi, bom rekel, obrambo oziroma kdo vodi postopek, ko se zgodi nek incident. Po drugi strani, ali imamo narejene, bom rekel, tako imenovane playbooke ali pa, če temu lahko rečem, procese, kaj se mora vse zgoditi, da ta napad čim prej zajezimo. To je bistvenega pomena. In pa seveda konec koncev, ali mi ta napad dejansko sploh zaznamo. In to je tista lažna utvara, a ne. Zelo velikokrat sem slišal, bom rekel, v osebnih pogovorih, ja, saj pri nas se pa še ni zgodil incident. Mi imamo alarme vse pod kontrolo, a ne. Ja, že res, ampak ali je vidljivost celotnega podjetja, celotne infrastrukture dejansko všteta v to ali ne. In to se mi zdi ključnega pomena, no, da je vidljivost, se pravi vsaka naprava, ki jo ima zaposleni, ali je to laptop, ali je to strežnik, ki deluje v podjetju, ali gre konec koncev za Wi-Fi router, da je to vse pod nadzorom, se pravi, da imamo mi neke loge, ki jih nekdo pregleduje. In kar je največ problemov je pa ravno tukaj. Super sisteme se da vse kupiti, da se vse skonfigurirati, kdo pa te sisteme gleda? Ali se gledajo 24/7? Vemo, tudi tukaj mislim, da pri napadalcih se zadeva ne spreminja kaj veliko, v smislu tega, kdaj se največkrat napadi zgodijo. Kdaj pa se?
Zgodijo se takrat, ko ni nobenega v podjetju, oziroma ki jih je najmanj. Se pravi, vikendi, prazniki, ponoč. Takrat so v bistvu podjetja najbolj ranljiva in če nimajo neke ekipe, ki bo to preverjala, so v bistvu zelo, zelo ogroženi. Urban, zdaj je Smiley izpostavil eno zelo pomembno stvar, da ti tudi točno veš, katero opremo naprimer, imaš v podjetju. A nam morda poveš, škoda, ker zdaj ne moreš pokazati, no, ampak ta zgodba, včasih se spomnim, da so stresli USB ključke pred kakšnim podjetjem. To je bilo kar znana tudi slovenska zgodba. Delavci so ta USB ključek vzeli, poglej, vtaknil ga je v računalnik in zgodilo se je, kar se je zgodilo. Danes ni več treba kupiti ali pa najti na tleh USB ključka. A mi morda poveš lahko, katere naprave so tiste, ki so že lahko ranljive, ki jih normalno kupiš ali pa jih nekje dobiš ali pa jih samo nekdo prinese in evo, že imaš vdor v podjetje. Tukaj v bistvu govorimo o spet eni stvari, ki se je v NIS direktivi že opredelila, tudi v naši zakonodaji je zdaj pač zapisana, in to je v bistvu dobavna veriga. Ker govorimo o tem, kaj vse podjetje uporablja pač v svojih procesih. Tukaj lahko govorimo o strojni opremi ali pa celo o programski opremi. Obe sta zelo pomembni. Pri strojni opremi govorimo o tem, pač USB ključki, se podjetja še vedno kupujejo USB ključke, pa imeli smo nekaj časa nazaj en tak primer, ko so se kupili USB ključki. Seveda jih kupimo mi od slovenskega proizvajalca oziroma ponudnika, ampak mi ne moremo zagotoviti, pa tudi ta ponudnik nam ne zagotavlja, kje je on dobil te ključke. In zdaj pri tej dobavni verigi govorimo o tem, da se lahko določene produkte IKT tudi certificira. To se zdaj pripravlja pač sami procesi, se ne vem, koliko je to daleč zdaj s to certifikacijo, ampak se pripravlja na nivoju Evropske unije, da bo možno certificirati produkte IKT, torej ne samo hardware oziroma programsko, ne samo strojno opremo, ampak tudi programsko, kar pomeni, da bo lahko proizvajalec zagotavljal izvor neke opreme, da bo lahko zagotavljal, kje je bila sledljivost. Ja. Isto potem govorimo tudi za programsko opremo. Če vi kupite nek software, mogoče celo nek ERP program ali pa nek računovodski program, mora proizvajalec zagotavljati, da je ta program varen, da je pač bil narejen nek preizkus varnosti in s tem pač spet zagotavljamo to certifikacijo, ker če tega ni, v bistvu potem spet imamo neke luknje, za katere ne vemo, da jih imamo, in se potem lahko zgodi nek napad. Jaz bi mogoče se večkrat naskočil noter, kar se mi zdi ključnega pomena, kar je tudi Urban izpostavil, je, treba se zavedati še enega velikega tveganja, kar se tiče hardware, kar se tiče opreme. Danes vemo, da je globalni svet, bom rekel, na dosegu enega klika. Zelo veliko ljudi, žal, kupuje tudi tehnične, bom rekel, izdelke na spletnih straneh, kot so AliExpress ali pa Temu, kar pomeni, da dejansko mi izvora te naprave dejansko ne vidimo. In lahko mogoče povem en konkreten primer, kaj se je dejansko zgodilo. Bilo je svetovno prvenstvo, koliko časa je bilo to nazaj? V nogometu, misliš? Ja, v nogometu. To je zdaj dve leti. No, lejte, takole je bilo. V bistvu bom najprej povedal, kaj se je zgodilo, pa v bistvu bom povedal, kakšen efekt je to bil. Se pravi, nek proizvajalec opreme, v tem primeru se je šlo za TV vmesnik, se pravi Android naprava, ki je omogočala predvajanje vsebin, kakorkoli. Na Temuju to najdete tudi od 10 evrov navzgor. In v dobavno verigo se je, bom rekel, infiltriral napadalec. Se pravi, napadalec je programsko opremo pri proizvajalcu dejansko namensko spremenil. Vi kot uporabnik tega ne vidite. Vse aplikacije so storije, vse je super, samo pač odzadaj vam nekaj laufa. In kaj to je? V prvi verziji, če se majčkeno nazaj vrnemo še pred koronske čase, so napadalci imeli izključno samo nalogo, bom rekel, čim več denarja pridobiti. Kako ga pridobijo? Ravno to, kot je Urban omenil, točno ta funkcija. Se pravi, oni so dejansko na teh napravah, ki so delovale za tiste stvari, ki so jih rabili uporabniki, predvajanje vsebin, nalagane aplikacije, delovalo super. Ampak niso se pa zavedali, da odzadaj nek program prikazuje oglase. In da se te oglasi so se v ozadju klikali. Uporabnik tega na ekranu ni videl, ker se je to vse v backgroundu oziroma v ozadju delalo. Napadalci so dejansko bili plačani na vsak klik. Teh naprav
bom rekel, da je bilo nekaj več kot 2 milijona. Zdaj si lahko predstavljate, koliko je to na dnevni ravni. Se pravi, uporabnik dejansko tukaj ni imel, bom rekel, nobene škode, ne materialne, ne kakršne koli druge. Program ni dostopil do gesel, do česarkoli. Namenjen je bil izključno za služenje denarja pri uporabnikih. Super, to se je kar detektiralo. Temu se reče, če boste tisti, ki imate mogoče malo več časa, da bi majčkeno pogledali, dajte malo na Google vpisati Bad Box. To je bilo v prvi verziji. Ne. Zdaj, žal, moram povedati, da tudi s tem AI-jem, ki smo ga že omenili, so pa tudi napadalci videli, ne, pa to pa ni za nas dovolj, ne, ker v bistvu je bilo tudi dosti stvari, ker so te stvari naredile, se je v bistvu dosti, cela hobotnica, bom rekel, se je tudi porezala, tako da v bistvu je ta stvar živela 2 leti, recimo, ne, globalno seveda še vedno živi. Zdaj sta novo različico, če govorimo o Bad Box 2.0, a ne, pa poleg tega, da še vedno služijo primarno z reklamami, pa začnejo te naprave v bistvu tudi sprobavati dostope do drugih sistemov. Kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko ima uporabnik doma spečega zombija, ki je del nekega botnet omrežja, in ta naprava v bistvu skuša dostopati do nekih sistemov, mogoče ne v Sloveniji, ampak neka druga podjetja, in tako v bistvu imajo celo armado teh stvari. In kar je najbolj pomembnega, je pa še to zdaj izpostaviti, da večinoma teh naprav, poleg tako smešnih nizkih cen, zakaj omenjam svetovno prvenstvo v nogometu, a ne? Ja, točno to podjetje je proizvajalec tudi televizijskih ekranov. In seveda poznamo vsi marketing, kupiš televizijo, boš gledal fuzbal v 4K-ju, zraven pa dobiš še neko napravico zastonj, ne. In ravno to je. In lahko pogledate na spletu, no, ampak v Braziliji je bila ta koncentracija največja, tako da mislim pa, da je šlo vsega skupaj za malo več kot 4,5 milijona naprav. Tako tudi sicer, pa tudi mi smo zaznali določene stvari pri naših uporabnikih in konec koncev take stvari te pol navdajajo tudi do take mere, da ni problema iti tudi do te stranke, seveda, če se strinja, da lahko ti tudi analizo narediš, ker ta naprava je njihova, a ne, to so jo oni kupili. Tako da to je še en tak vidik, ki bi ga lahko izpostavil. Se bom sam popravil, 4 leta nazaj je bilo svetovno prvenstvo, zdaj je novo in bo ta Box 2 več kot očitno prav prišel. Verjetno bo že Box 3, pa buhaj, kaj bo takrat že delal, ne. Ok. Ja, ne vem, zdaj, ko to poslušam, ne, ti si tudi omenil AI, še zdaj to, morda samo še pri AI-ju. AI zdaj lahko tudi glasovno že, na primer, uporabljajo, ne, napadalci. Včasih smo dobili hecen mail, danes je ta mail že popoln, boljši, kot ga napisam, na primer, sam. A tudi ta glas že lahko vpliva, na primer, na kakšne napade. A ste zaznali kakšne takšne napade? Ja. Te nekdo pokliče, pa s tabo že govori, ti ga pa spustiš potem v svoj sistem. Ja, takih napadov tudi že sicer kar dosti poroča, za vprašanje, koliko jih je v resnici, ki jih sploh ne vemo, da so. Ampak ja, včasih smo imeli običajen phishing, torej da si dobil nek čist simple mail in si pač večinoma vedel, da če je bil zadnji da je bil nek nigerijski princ ali pa neka ljubezenska prevara, pač si to ignoriral. Zdaj se pa zgodi ta večplasten phishing, ki je pa v bistvu targetiran na specifično osebo. Tukaj lahko targetiramo nekoga v podjetju, ki ima možnost plačevati račune, neke transakcije izvajati, naprimer, in s pomočjo tega, da pošljemo samo nek targetiran mail, ni dovolj. Napadalci seveda pošljajo lahko tudi nek voice message ali pa celo pokličejo tudi z neke slovenske telefonske številke po možnosti, in v zadju je seveda lahko AI glas, ki v bistvu je dovolj dober, da se sliši kot direktor, naprimer, ali pa neka oseba v tem podjetju, in lahko prepriča to osebo, da nakaže denar nekam ven, ne. Ja, ko govorimo o takšnih izgubah, govorimo o milijonskih. To je treba kar dodati. To ni zdaj 5-10 evrov. Koliko varnosti je pol dovolj? A to obstaja neka formulacija, ko prijete vi, ne vem, iz te dvaje do podjetja, pa reče, dobro, kaj ne naredimo, ne? Kaj mi rečeš? Ja, mislim, vse pravim. Jaz sem že prej povedal, ne, mislim, da je kritično najbolj pomembno vprašanje je, ali imajo vse sisteme pod svojim nadzorom. To je prva in bistvena stvar. Omenili smo že to neko osebno higieno, se pravi, da ima podjetje urejene neke, bom rekel, osnovne stvari. In konec koncev se lahko dotaknemo tudi ostalih zaposlenih, ker v bistvu, kaj je pa najbolj kritičen problem
če govorimo o detekciji napadalcev. A ne. V redu, če pride nek napadalec iz tujine, se pravi, ki targetira neko podjetje oziroma zaposlenega v podjetju, je to vse nekako, bom rekel, predvidljivo. Da se to z sistemi, z alarmi, z izobraževanjem konec koncev urediti. Ne. Zdaj, zelo velik problem, hvala Bogu, to procentualno ne predstavlja velikega deleža, je pa v bistvu napad, ki se zgodi s strani zaposlenega. Se pravi, zaposleni, ki, bom rekel, izvaja določene stvari, ali je mogoče tik pred odpovedjo pogodbe ali kakorkoli. Skratka, to so pa ljudje, ki so v podjetju, ki poznajo sisteme, ki poznajo stvari, to so najbolj kritične stvari in tukaj se treba v bistvu zavedati. In osnovna stvar, ki je, a ne, zdaj, če imate že svojo delovno postajo prižgano, delate na nekem programu, seveda vsakič, ko greste stran od naprave, je treba napravo zakleniti. To je bistveno. Ne glede na to, a je na drugi strani tvoj najboljši sodelavec ali kdorkoli drug, naprava je zate. To vidva res naredite, ko greste. Ja. Ja. Dejansko imamo tudi v podjetju politiko, da se v 3 minutah, če se nič ne pritisne, se bo avtomatsko to naredilo. To so pa zdaj te v bistvu ukrepi, to so pa že ki se ukrepi, to ja. naredijo. Ne? Ampak jaz danes, bom rekel, čist Windows tipka L, greš, to je že to je samoumevno, ne? To je že samoumevno. In skrb za to, predvsem pa, če se dotaknemo še telefonov, a ne, mi smo imeli dosti primerov, ali pa mogoče, če se dotaknemo tudi mogoče kartic za štempljanje, konec koncev, ne. A veste, včasih je bilo tako, da se te stvari niso prijavljale, ne. Sem izgubil kartico, dobro, danes bom pa nekaj napisal, da sem jo pozabil, ne. To je v bistvu tudi velik problem in te stvari je treba določeni službi v podjetju, a je to kadrovska, a je to IT sektor, kdorkoli se s tem ukvarja, je to treba vedeti. Zakaj? Zato, ker danes z eno kartico več ne dostopamo do enega prostora. Dostopamo, seveda odvisno od pravic posameznika, ampak lahko dostopamo konec koncev tudi do strežniške infrastrukture v podjetju in zelo zanimivi so tudi na YouTubu tudi taki poskusi, ko pride v podjetje nekdo, seveda to je vse simulirano, v realnosti izvaja to, bom rekel, dosti usposobljenih ljudi, se pravi, kot da bi se mi danes zmenili, pa pojdimo danes v neko podjetje, lepo smo oblečeni, noben nas ne bo vprašal, bomo rekli, da izvajamo neko varnost in kaj lahko dejansko, kako lahko mi kot fizična oseba s fizičnim obiskom, do kje lahko vse pridemo, ne. To se mi zdi tudi zelo velik problem. Ko pridete vi v podjetje, greste čez vse te korake, vse to se v bistvu pogovorite, pogledate, kje je in kje nimajo tega Ja. enega. Zdaj- Kaj si opazil, na primer, nekako pripravljeni ali pa koliko zavedanja v podjetjih je? Ja, mogoče lahko rečemo, da so si podjetja zelo različna in to ne glede na velikost. Nekateri imajo zelo dobro že, bom rekel, te varovalne mehanizme napravljene, nekateri pa ne. Spet lahko povem, da bo malo bolj zanimivo, no, pa če se spet dotaknemo teh koronskih časov, vsi smo delali od doma, a ne, sej ni bilo. V tistem času smo mi pridobili eno stranko, je bila kar zelo, imela velika stranka. Direktor je zahteval, da se na vse računalnike delovne postaje namestijo agenti. To je nekako v bistvu prva faza, zdaj odvisno, kaj podjetje rabi, a ne. Upravljanje firewallov, tukaj smo se dotaknili samo zaščito končnih naprav, ki seveda ne prikaže celotne slike v podjetju, kar se infrastrukture tiče. In ta gospod je bil direktor je bil zelo tak skrivnosten, ne. Jaz sem vedel, da očitno nekaj je v podjetju, kar mogoče mi ni hotel povedati, ali pa ne vem, kakorkoli, ne. Skratka, poanta vsega tega je bilo, a ne, vsi zaposleni so delali od doma, oni so imeli pa nenormalne povečane količine porabe elektrike. In kaj se je dogajalo, preden smo mi sploh to zaščito dali? Seveda, eden od IT-ovcev je zlorabil celotno njihovo infrastrukturo strežniško za majnanje bitcoinov. Takrat niso bili bitcoini, nekaj drugega je bilo. Skratka, v bistvu prek CPU-ja, tukaj ne govorimo o grafičnih karticah, Minerva in podobno, in je v bistvu leta in leta v bistvu služil denar. Ko smo mi prišli, ko smo dali to zaščito gor, seveda smo najprej naredimo pregled, kaj vse je, bom rekel, inštalirano na teh, ali to sklada z interno politiko, ali ta program sme biti, to pač usklajujemo z vodstvom in smo takoj to ugotovili, ne. In če tega ne bi ugotovili, bi to podjetje bilo verjetno tudi oškodovano, kar se tiče, ker to so bili enormni stroški za elektriko, ne. Ja.
Ja, gremo na ta tretji sklop, ki sem si nekako tako tudi pripravil. Napad je vedno bliže, kot si mislimo. A je res? A je to dobro izhodišče mogoče? Ne? Ja, ponovadi si rečemo, da se nas pa ne bo, Ja. pri nas pa ne bo nič, a ne? In potem v bistvu imamo vedno neko reaktivno obrambo, da rešujemo stvari šele po tem, kar se zgodijo. Tukaj bi se na začetku si omenil, da isto požarna varnost, a ne? Tukaj, da podjetje nikoli ne bi nobene požarne varnosti pripravilo, in ker bi se zgodil enkrat požar, ne bi imeli nikjer gasilnih aparatov, požarnih izhodov ne bi bilo, noben ne bi nič vedel, kaj se sploh dogaja, in bi šli pol nekako gasiti to. Isto je tukaj pri kibernetski varnosti, da, v bistvu, da moramo mi že prej pripravljati se pa v bistvu strukturno, procesno v podjetju neke ukrepe sprejeti, pa razmišljati o tem naprej, da se bo to zgodilo, predvideti v bistvu vse situacije različne, vedno pa glede na samo tveganje. Ne. Torej, tukaj gremo na tehtanje tveganj, na tiste tveganja, ki so za nas največje, v bistvu tam pač jih poskušamo manjšati. Ti delaš na fakulteti, kjer se s tem redno ukvarjate, pa vendarle, naprimer, lahko preberemo, da se Univerzi v Ljubljani in v Mariboru dogajajo vdori. A vas takrat pokličejo, rečejo, ok, fantje, zdaj pa vi pridite, saj ste del našega ekosistema, pa poglejte, kaj delamo narobe. Je tega posluha, naprimer, tudi znotraj akademske sfere dovolj? Tukaj že malo peljem na to, da v bistvu takih strokovnjakov, kot si ti, v svetu noro primanjkuje. Ne? V Evropi mislim, da je ta številka 300.000, v svetu več kot 2 milijona. Zakaj? Zato, ker se napadi povečujejo, ranljivost je vse večja, digitalizacija je seveda večja. Se pravi, če se vrnem nazaj, a ste cenjeni, a vas poslušajo? Zdaj, cenjeni smo, dokler ni treba nekih hujših ukrepov sprejemati, je pa res, da fajn je iti po vrsta, pa v bistvu osnovne ukrepe sprejeti, in mogoče tudi ta stvar, da že z nekimi osnovno kibernetsko higieno mi 80% tam nekje, nekih groženj v bistvu zmanjšamo, oziroma 80% napadov se izognemo. Seveda tistih 20 ostane, pa so lahko huda, ampak pomanjšamo tveganje. Jaz sem tudi računal, zdaj prejšnji teden, ko sem pripravljal pa prezentacijo za naše študente, da v bistvu primanjkuje nekje, oziroma bi vsako leto, če bi hoteli do 2030 to kvoto doseči, moglo vsako leto v Sloveniji zaposliti 5000 novih strokovnjakov na splošno na področju IKT-ja, torej komunikacije, internetni sistemi in tudi kibernetska varnost. To je pa kar nemogoče, sam povem. Ja, je nemogoče. Vpisi so dosti manjši od tega, ne? Tako da jaz mislim, da že na naši fakulteti je, ne vem, koliko zdaj točno, ampak rečemo 30-40 študentov na leto novega vpisa za IKT. Tako da tukaj moramo še veliko narediti na področju tega. Vse se izboljšuje, ampak. Pa jim je to mladim zanimivo, to, kar delate, ker v resnici ste pa kot neka, ne, zdaj prihajamo res tudi v obdobje, ko je vojaška infrastruktura, vlaganje v vojsko res noro, se povečujejo, in tukaj vse sloni na varnosti spet, ne? Na digitalizaciji, na varnosti, cyber security. A je njim to zanimivo? Mislim, da je bolj zanimivo to na splošno hekanje. Pa, ki se gre, pa v bistvu je pa tako, če hočeš hekati, pa če hočeš to razumeti, moraš prej v bistvu zgraditi svoje znanje vseh drugih osnov. Tukaj je res vse od nekih operacijskih sistemov, mreži, računalniški sistemi, tako da je kar dolga pot do tega, da si lahko heker. Ja, da si lahko dejansko etični heker, prej si pač lahko samo nek script kid, ki v bistvu uporabi neko orodje na internetu in pač mogoče naredi neko škodo, mogoče ne. Im je sicer zanimivo. Tako da. Smile, koliko gledate na takšne fante, kot je Urban? Koliko kadra je v resnici tudi v takem podjetju, kot je T2, potrebnih, da lahko potem suportirate pa vi ostala podjetja, ki seveda rečejo, ok, mi vas vzamemo, to nam vse naredite, da bo to delovalo. Ja, moram se kar strinjati, v bistvu zelo težko je dobiti delovno silo na tem področju. Jaz lahko zdaj potrkam na tale les. Namreč pred kratkim smo spet, bom rekel, zaposlili novega varnostnega analitika in lahko povem, da se na razpise prijavlja ogromno ljudi. Nekateri pač z nekim začetnim znanjem, nekateri že s certifikati, naprednimi znanji. Tako da v bistvu to, kar smo mi zdaj v zadnjih 2 letih na novo zaposlovali na področju kibernetske varnosti, nismo imeli problema z
bom rekel, iskanjem kadra. Okay. Je pa res, da te dva kot podjetje ima tudi znotraj podjetja v različnih oddelkih dovolj velik pool kandidatov, ki so sposobni priti iz nekega delovnega okolja. Ne vem, nekdo, ki je delal recimo na helpdesku, kjer pozna osnove, bom rekel, operaterja, lahko potem v bistvu začne z nekimi osnovami na enem drugem področju. To ne govorim zdaj samo za kibernetsko varnost. Vse. Ampak, ja, dejstvo pa je, ali so te osebe, vemo, da je tudi podjetij, ki ponujajo v Sloveniji kibernetsko varnost, zelo veliko. Ne? Tako da v bistvu smo vsi konkurenca drug drugemu, in pomembno pa je, no, tako jaz pravim, tudi kar delamo tudi s strankami, ne, da se zaposleni, da ima možnost se razvijati osebno, to je prva stvar. Da ima pri nas, jaz naredim tako, no, jaz ko vidim, da nek kandidat oziroma ki je v poskusni dobi, da ga neko področje znotraj kibernetske varnosti bolj zanima, ne. Meni ni problema reči, ok, 80% delovnika boš delal na rednih stvareh, ki jih morajo vsi ostali delati, vsak ima pa tistih 20%, ki jih lahko izkoristi za bodisi obogatitev svojega znanja, nadgradnjo znanja ali pa neko specifično stvar mogoče razviti, potestirati. In moram reči, da smo na te dvaju, na takem delu, s takim načinom, v bistvu že marsikatero interno stvar, aplikacijo ali sistem rešili in smo ga sami naredili. Okay. Tako da zelo veliko to damo. Moram pa še to povedati, no, da kaj se zdaj pojavlja, je tudi to, če govorimo o Evropski uniji, ne. Danes pa imeli smo volitve, pa imeli smo vse te stvari za nami. Je pa še vedno velik problem, da večina mladih ne vidi prihodnosti v Sloveniji in da se večinoma zaposlujejo v podjetjih takoj po končanem faksu, v podjetjih v tujini. Zakaj? Zato, ker prvič so višje plače, večja mogoče stabilnost, konec koncev pa vemo, kako je pri mladih, zelo radi potujejo in je to dobro za izkoristiti. Tako da v bistvu tukaj bi mogla tudi država na tem nivoju narediti nekaj, se pravi, da tega odtekanja kadra, ki bom rekel, da skozi šolo, ki dokonča študij, da tak kader ne gre naprej. In verjamem, da je na vseh ostalih področjih enako. Sploh, ker gre res tudi za kritični kader, ki skrbi za kritično infrastrukturo. Urban, zakaj ti ostajaš na fakulteti? Za mene zelo všeč v bistvu izobraževati druge ljudi, zelo všeč mi je deliti znanje, pa mogoče navdušiti druge mlade za to področje, ker je res široko področje. Tukaj ni tako, da če se nekdo zbere neke telekomunikacije, informacijske sisteme, kibernetska varnost, da ne bo zadelal ene stvari. Že na kibernetski varnosti imamo tako široko področje, vse od zakonodaje do neke ozke tehnike, tako da to je res tako široko področje, da pač ne moreš ostati nekje na neki slepi cesti. Niti dolg čas, ne? Ja. Okay. Janač, ob koncu mogoče, da izpostavimo 3 zelo pomembne stvari, da varnost ni projekt, ampak proces. To je ena stvar, o kateri se morajo v podjetju pogovoriti in ta proces tudi vzpostaviti, drži. Res je, varnosti ne smemo jemati kot enkratni projekt, ko se naredi, pa dajmo narediti dokumentacijo, pa te checkliste, o katerih smo dogovorili, ampak gre za nek kontinuiran proces, ki ne samo za vodstvo ali pa za neke security operation centre, da bi se mogli izvajati kakršnokoli izobraževanje. To nismo žal še nič omenili v tem podcastu. Izobraževanje zaposlenih je ključnega pomena. Govorili smo o teh vstopnih vektorjih, vemo, kakšne so številke, vemo pa tudi, da ljudje na različnih oddelkih imajo različno znanje, kar se tiče informacijske varnosti, od osnov do kakšnih naprednih stvari. Kar je ključnega je, da mora vodstvo oziroma podjetje samo vedeti, da je treba kader izobraževati tudi na tem področju. Po drugi strani, če nimajo lastnih ljudi, lastnega kadra na tem področju, da se te stvari strukturirano na posameznikovo znanje dela in da se v bistvu nekdo, karikiram, nekdo, ki dela v skladišču, ki ni vešč IT sredstev in podobno, njega je treba drugače obravnavati, mogoče treba res še malo drugače obrazložiti stvari, kot nekomu, ki dela v nekem oddelku, ki je del IT-ja. In ključnega pomena je to, da tukaj
zopet ne govorimo, ok, smo naredili eno izobraževanje, zdaj vejo, kaj je phishing, zdaj vejo, kako izgleda e-mail, kaj je phishing, zdaj izgleda to. Danes smo v času, še posebej AI, ko se bodo te stvari tako drastično spreminjale. Govorili smo prej o tistih posnetkih za telefonskih pogovorih. Temu je še dlje. Danes, realnost, deepfakey. Danes ga lahko zopet vsak 10 evrov da, si lahko v bistvu naredi idealen posnetek. Video, Se pravi, video osebe, če imaš le neko sliko oziroma dovolj slik neke osebe, da je ta prepoznava dovolj dobra za strani AI-ja, in to so tiste ključne stvari. In če se vrnemo zdaj to ne samo v kibernetsko varnost. Danes, ko gremo na spletne strani, novičarske portale, je treba v bistvu to vzeti v zakup. Zelo veliko je fake newsov. Zdaj, kako to človek detektira, je zelo težko. No? Na začetku se še je to dal kar dosti razločati. Ne vem, je bil video posnetek neke osebe in je bila roka takole kot ena. Ampak danes so te posnetki, poglejte si od Tom Cruisa, YouTube, napišite deepfake Tom Cruise, pa mi povejte, če bi to prepoznali. Videl sem posnetek Brad Pitta in Tom Cruisa, ki se pretepata. Aha, naprimer, okay. ne. Ja, to je tudi. Ne. In pol, če to damo neko prispodobo, pa prej smo se pogovarjali, ja super, nekdo, ki bo posnemal nekega direktorja, ko bo v nekem videoklicu z tajništvom ali pa poslovodstvom, kako bo ta oseba vedela, ali gre to zares. Zato jaz še enkrat poudarjam, v takih primerih, ko niste prepričani, in meni se to zdi tudi zelo pomembno, kar se podjetij tiče. Zaposleni se morajo imeti možnost obračati na nekoga brez kakršnih koli zadržkov. Bolje poslati ta e-mail ali karkoli je že v neko preveritev. Mi pač v T2 to imamo, se pravi, vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto, imajo določen elektronski naslov, kjer lahko, ali je to e-mail ali telefonski klic, lahko posredujejo in mi pač to pregledamo, uredimo. Zdaj, kaj je pa pri unih podjetjih, ki tega nimajo? Se pravi, že to, da nekdo klikne na phishing link, pa vpiše osebne podatke, pa noben o tem nič ne ve, ker ta človek ne želi povedati, ker je v bistvu padel na tem testu, če bi ga tako imenovali, ne bo povedal. To je treba povedati zaposlenim, da tukaj se ne kaže s prstom, kdo je kaj naredil, ampak da se te stvari pravilno prijavijo. To se mi zdi ključnega pomena. No? Ja, tehnologija se bo razvijala, ampak brez te odgovornosti ali pa znanja nam ne bo v resnici veliko koristila. Ja. In mogoče samo moja zaključna misel glede tega, dajmo, smo ljudje, dajmo razmišljati tudi zelo racionalno. Če že nekaj sumiti, da ni res, pa po vsej verjetnosti tudi ni res. In če se pogovarjamo o takih stvareh, kot so te deepfake, klici gor dol, pa dajte se vrniti na čisto osnovo, ko še nismo imeli interneta. Pokličite to osebo po telefonu. Hej, a si me ti res zdaj klical, videoklic, a si bil res? Dajmo te stvari preveriti. Če je direktor klical, ja, in bomo poklicali. Recimo, to je ena taka stvar, ki lahko tudi v privatnem življenju zelo veliko uporabljamo, ko dobimo kakšne take stvari. In to, da ne skrivamo, če se karkoli zgodi, je treba prijaviti. Treba prijaviti ustreznim osebju znotraj podjetja, ker če ni neke politike dovolj dobre, bom rekel, narejene v podjetju, da tega dogodka sploh niso zaznali, bo taka stvar pripomogla k višjemu nivoju, kar se tega tiče. Zdaj boš mogel pa še ti zaključno besedo dati. Tukaj mora biti transparentnost v podjetju. Zdaj, da zaposlenih ni strah nekaj povedati, če karkoli tazga zaznajo. Tukaj mora biti vzpostavljeni neki mehanizmi. Druga stvar je pa to, da to je nenehen proces, ta kibernetska varnost. Napadalci se konstantno izboljšujejo, vedno več je nekih novih možnosti, kako nas lahko prilisičijo. Tako da podjetja se morajo lotevati, ena imajo že nekaj vzpostavljeno, ena pa ne. Tiste, ki nimajo nič vzpostavljeno, je zelo težko. Tukaj mogoče je fajn sploh, da grejo čez svoje sisteme in v bistvu naredijo nek osnoven popis svojih sredstev, ker to je po mojem eden izmed takih prvih začetkov, da sploh vejo, kaj imajo. Ker doskrat tudi v pogovorih, ko mi delamo kakšne analize, podjetja niti ne vejo, kaj vse imajo v svojih sistemih. Tako da tukaj je mogoče to ena izmed začetnih točk, kako podjetje se lotevati kibernetske varnosti, da naredijo samo popis svojih sredstev. Ne samo, kakšne računalnike imajo, ampak tudi, katere programe uporabljajo, katere aplikacije, katere podatke imajo, če imajo nekaj veliko osebnih podatkov, nekih tajnih podatkov. Kaj še kaj takega? Ja, izobraževanje je definitivno dosti pomembno. To je po mojem tudi druga stvar.
od popisa k izobraževanju in to stalno celo leto. Ne? Ja, mislim, vsako leto to obnavljati, narediti neke plane na nivoju vodstva, da vodstvo sprejema in podpira IT kader, tisti, ki potem pač te stvari izvaja na koncu. Tukaj ne samo finančno, ampak tudi tako. Mora biti jasna podpora, da je kibernetska varnost prioriteta v podjetju. Da ni to nekaj, kar se mora IT od sam boriti za to. To je mogoče tudi. Pa smo se vrnili čisto na začetek, v resnici, ne, ko smo rekli, da je vodstvo tisto, ki je odgovorno, kako varno je podjetje. Hvala lepa obema, da sta prišla. Z veseljem kakšen tak pogovor ponovim, tudi s kakšnimi novimi primeri in opozorili. Vam pa še enkrat, kot smo rekli na začetku, to je predvsem bilo, ali pa ni bilo izobraževanje, pogovor za podjetnike, za podjetja, za gospodarstvo, zato, da boste vi vedeli, a ste naredili tak popis, ne, a ste naredili izobraževanje, kaj vam manjka in kako se lahko zaščitite. Hvala lepa, da ste bili z nami. Do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.